Pozdravljeni, sem Petra Rihteršič, vodja javnega razpisa za spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij. Z velikim veseljem vas danes nagovarjam ob lansiranju razpisa, ki odpira prostor za inovativne projekte z jasno vizijo ter z možnostjo ustvarjanja pomembnih premikov v kulturnem in kreativnem sektorju. Namen današnje konference je, da vam predstavimo, kaj z razpisom podpiramo, kaj pričakujemo od prijavljenih projektov in kako lahko skupaj prispevamo k razvoju kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. Razpis je vreden nekaj več kot 2 milijona evrov in podprli bomo približno 50 inovativnih projektov. Ministrstvo za kulturo v sodelovanju s Centrom za kreativnost z javnim razpisom nadaljuje prizadevanja za sistemsko krepitev kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. Ta sektor predstavlja pomemben vir ustvarjalnosti, inovacij in družbenega napredka ter ima ključno vlogo pri oblikovanju sodobne, vključujoče in trajnostno naravnane družbe. Z razpisom želimo podpreti projekte in podjetja, ki s premišljenim razvojem novih izdelkov, storitev in procesov prispevajo k večji prepoznavnosti, stabilnosti in dolgoročni vzdržnosti sektorja. Razpis ponuja nepovratna sredstva za tiste, ki želijo svoj ustvarjalni potencial razviti v trajne, uspešne zgodbe z visokim družbeno-gospodarskim učinkom. Poleg finančne podpore vključuje tudi podporni program Centra za kreativnost, s čimer prijaviteljem omogočamo celostno podporo pri razvoju kompetenc, poslovnih modelov in strateških partnerstev. Namen razpisa je jasen: spodbuditi nastajanje in delovanje inovativnih podjetij in projektov s področja kulturnega in kreativnega sektorja. Z javnim razpisom podpiramo razvoj novih produktov, storitev in procesov, krepimo sodelovanje med sektorjem in gospodarstvom ter omogočamo prenos ustvarjalnih rešitev v širše družbeno in gospodarsko okolje. Podprti projekti nastajajo na presečišču umetnosti, kulture in gospodarstva. To so projekti, ki združujejo ustvarjalnost, produkcijo in distribucijo dobrin ali storitev, vključujejo kulturne vsebine, izkazujejo poslovni in inovacijski potencial, prispevajo k reševanju družbenih izzivov, povečujejo dodano vrednost ter so usmerjeni v trajnostni razvoj. Z razpisom želimo podpreti tiste projekte, ki svojo vsebino in pristopom prispevajo k razvoju kakovostnega, vključujočega in odpornega ekosistema. Financiranje poteka v 3 sklopih. Sklop A1 je namenjen projektom v zgodnji fazi. Tistim, ki imajo inovativno idejo, a jo še preverjajo na trgu. Tukaj iščemo jasno poslovno vizijo, inovativnost in potencial za rast. Pomembno je, da prijavitelji razumejo svoj trg, svoje uporabnike in da svojo rešitev znajo jasno artikulirati. Vrednost sofinanciranja projektov na sklopu A1 je do 15 tisoč evrov. Sklop A2 je korak naprej. Namenjen je projektom, ki so že vstopili na trg in imajo prve potrditve uporabnikov. Tukaj pričakujemo več. Ne le idejo, ampak tudi validacijo, prve uporabnike, konkretne rezultate. Gre za projekte, ki imajo že dokazano vrednost in iščejo podporo za rast. Obvezna je vsaj ena zaposlitev. Vrednost sofinanciranja projektov na sklopu A2 je do 60 tisoč evrov. Sklop A3 je namenjen gospodarskim subjektom, ki v svoje projekte vključujejo kulturno-kreativni sektor. Ključna je aktivna vloga predstavnika sektorja, ki prispeva k vsebinski kakovosti projekta. Poudarek je na sodelovanju, kreativnosti in trajnem oblikovanju. Vrednost sofinanciranja projektov na sklopu A3 je do 40 tisoč evrov. Razpis ponuja nepovratna sredstva za 100% financiranje upravičenih stroškov. To so neposredni stroški osebja in 40% pavšal. Razpis temelji na 3 ključnih sklopih meril: odličnost, vpliv ter izvedljivost in kakovost. Vsak od teh sklopov ima podmerila, ki pomagajo oceniti, kako dobro je projekt zasnovan, kakšen učinek lahko ima in kako verjetno je, da bo uspešno izveden. Sklop A1 je namenjen projektom v zgodnji fazi razvoja, tistim, ki že imajo jasno idejo, a jo še preverjajo na trgu. V tem sklopu iščemo projekte z vizijo, ki že kažejo potencial za rast. Sklop meril odličnost ocenjujemo na podlagi trdnosti zasnove projekta. Pomembno je, da ima projekt jasno poslovno idejo, da rešuje konkreten, validiran problem uporabnikov. Edinstvena vrednost mora biti prepoznana in težko posnemljiva, bodisi zaradi zaščite intelektualne lastnine, poslovnih skrivnosti ali specifičnih znanj. Poslovni model mora biti premišljeno zasnovan, strukturiran in vsaj delno testiran.
Poleg tega mora prijavitelj dobro poznati svoj trg, znati opredeliti ciljne segmente, velikost trga in njegov realen potencial za rast. Inovativnost mora biti razvidna na več nivojih: kreativni, poslovni, tržni in trajnostni ravni. Če ste sodelovali v programih Centra za kreativnost, kot je Kreativni inkubator, ali ste prejemnik znaka odličnosti Made in Slovenija, to kaže na vašo predanost razvoju in kakovosti in to bo upoštevano. Sklop meril vpliv se nanaša na to, kako projekt vpliva na okolje, družbo in uporabnike. Pomembno je, da so ciljne skupine jasno opredeljene in da je njihova potreba po rešitvi potrjena, bodisi z raziskavami, povratnimi informacijami, pilotnimi projekti. Poseben poudarek dajemo trajnostnim vidikom. Projekt mora prispevati k večji snovni in energetski učinkovitosti ter k prehodu na krožno gospodarstvo. To vključuje konkretne ukrepe, kot so uporaba recikliranih materialov, zmanjševanje odpadkov, podaljševanje življenjske dobe izdelkov in podobno. Sklop meril izvedljivost in kakovost ocenjujemo glede na pripravljenost projekta za izvedbo. Pričakujemo jasen in podroben načrt, ki vključuje metode dela, delovne sklope, pričakovane rezultate, časovnico in jasno razdeljene vloge v ekipi. Projekt mora biti izvedljiv, ekipa pa mora imeti ustrezna znanja in izkušnje. Pomembno je tudi, da so prepoznane morebitne vrzeli in predvideni načini za njihovo zapolnitev. Sklop A1 je torej namenjen projektom, ki so še v fazi razvoja, a že kažejo jasen potencial. Z razpisom želimo podpreti tiste, ki svojo idejo gradijo na trdnih temeljih in jo želijo razviti v kakovostno, trajnostno in izvedljivo rešitev. Sklop A2 je namenjen projektom, ki so svojo idejo že uspešno preverili na trgu. Če je sklop A1 namenjen preverjanju potenciala, je A2 namenjen podpori tistim projektom, ki ta potencial že uresničujejo v praksi. Pri sklopu meril odličnost ga ocenjujemo na podlagi tega, kako dobro je projekt zasidran v realnosti. Poslovna ideja mora biti jasna in potrjena z validacijo uporabnikov. Poslovni model mora biti ne le zasnovan, temveč tudi preverjen. Jasno morajo biti opredeljeni ciljni segmenti in potrjeni kanali dostopa do njih. Edinstvena vrednost mora biti težko posnemljiva, kot smo že povedali, bodisi zaradi zaščite intelektualne lastnine, poslovnih skrivnosti ali specifičnih znanj. Projekt mora imeti ambiciozen, a realen načrt rasti. Velikost naslovljivega trga mora biti podprta z ustreznimi dokazili, ciljni segmenti natančno definirani, potencial za rast pa jasno predstavljena. Inovativnost mora biti razvidna na več ravneh, kreativni, poslovni, tržni in trajnostni ravni ter podprta z dokazili. Če ste sodelovali v programih Centra za kreativnost, Kreativni inkubator ali ste prejemnik znaka odličnosti, bo tudi tukaj to upoštevano. Zadnji sklop meril je vpliv, ki je v sklopu A2 osredotočen predvsem na trajnostne vidike. V nasprotju s sklopom A1, kjer ocenjujemo tudi raven pripravljenosti strank, je v sklopu A2 to merilo izpuščeno, saj se predpostavlja, da so uporabniki že vključeni v proces in da je njihova pripravljenost potrjena skozi validacijo, ki je del merila odličnost. Zato se v tem sklopu vpliv meri predvsem skozi konkretne trajnostne ukrepe, od uporabe recikliranih materialov do zmanjševanja odpadkov, podaljševanja življenjske dobe izdelkov. Izvedljivost in kakovost pri tem merilu se zahteva visoka raven pripravljenosti. Projekt mora imeti jasen in podroben načrt, ki vključuje metode, delovne sklope, pričakovane rezultate, kazalnike, časovnico. Vloge v ekipi morajo biti jasno razdeljene, kompetence članov ekipe ustrezne, vrzeli prepoznane in smiselno naslovljene. Ker gre za projekte, ki so že na trgu, pričakujemo, da je načrt izvedbe natančen, validiran in usklajen z zastavljenimi cilji. Sklop A2 je torej namenjen projektom, ki imajo dokazano vrednost za uporabnike. Če ste že naredili prve korake na trgu, testirali svojo rešitev in začeli graditi skupnost uporabnikov, potem je ta sklop priložnost, da naredite naslednji korak v razvoju projekta. Sklop A3 je namenjen gospodarskim subjektom, ki v svoje projekte vključujejo predstavnike kulturno-kreativnega sektorja. Gre za sklop, ki izstopa, ne le po vsebini, temveč tudi po pristopu. V njem ne iščemo zgolj poslovnih idej, temveč projekte, ki na premišljen način povezujejo podjetništvo in kreativnost ter ustvarjajo dodano vrednost v širšem družbenem in gospodarskem kontekstu. Tako kot pri drugih sklopih je tudi tukaj ocenjevanje razdeljeno v 3 sklope meril. Ključna posebnost sklopa A3
pa je obvezno sodelovanje s predstavnikom kulturno-kreativnega sektorja, ki je vpisan v skupnost ustvarjalcev Centra za kreativnost. Odličnost v sklopu A3 ocenjujemo na podlagi jasnosti poslovne ideje, ki mora naslavljati prepoznan problem uporabnikov. Edinstvena vrednost mora izhajati iz specifičnega znanja ali izvirne kreativne rešitve in biti težko posnemljiva. Poslovni model mora biti jasno opredeljen, ciljni uporabniki natančno definirani, velikost naslovljivega trga pa podprta s podatki. Inovativnost mora biti razvidna na več ravneh. Sklop meril vpliv se nanaša na razumevanje uporabnikov in njihovo vlogo v projektu. Segmenti morajo biti jasno opredeljeni, validacija izvedena, dostop do uporabnikov pa konkretno prikazan. Poseben poudarek namenjamo okoljskim vidikom oblikovanja. Projekt mora upoštevati načela ekodizajna, recimo uporaba recikliranih materialov, do podaljševanja življenjske dobe izdelkov in ponovne rabe materialov. Pomembno je, da ima projekt tudi realen potencial za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. Zadnji sklop meril, izvedljivost in kakovost, je v sklopu A3 tesno povezan s kakovostjo sodelovanja s predstavnikom kulturno-kreativnega sektorja. Sodelovanje mora biti aktivno, ciljno usmerjeno in vsebinsko bogato. Predstavnik KKS mora prispevati k razvoju projekta, ne le kot svetovalec, temveč kot soustvarjalec, ki sodeluje pri oblikovanju produktnih rešitev, komunikacijskih pristopov, strateških usmeritev in podobno. Projektna ekipa mora biti jasno definirana, kompetence članov ekipe ustrezne, vrzeli prepoznane in naslovljenja. Vključevanje metodologij, kot sta design ali art thinking, je dodatna prednost. Sklop A3 tako predstavlja priložnost za podjetja, ki razumejo vrednost sodelovanja s kulturno-kreativnim sektorjem in želijo to sodelovanje vključiti v razvoj svojih projektov. Pričakujemo torej projekte, ki bodo pokazali, kako lahko kreativnost in podjetništvo skupaj prispevata k trajnim, kakovostnim in družbeno relevantnim rešitvam. Skupaj lahko projekt doseže 100 točk. V sofinanciranje pa bodo sprejeti projekti, ki bodo dosegli vsaj 80 točk. Z razpisom torej podpiramo projekte, ki niso le inovativni, ampak tudi izvedljivi, trajnostni in usmerjeni v realne potrebe uporabnikov. Vsak prijavitelj lahko na razpis odda samo eno vlogo. Rok za oddajo vlog pa je 26. september letos. Hvala za pozornost in veliko uspeha pri prijavi. Sedaj pa besedo predajam kolegici Hani Vardjan iz Centra za kreativnost. Lep pozdrav še z moje strani. Ministrstvo za kulturo zagotavlja in podeljuje ta nepovratna finančna sredstva. Ob tem pa Center za kreativnost v podporo prijaviteljem organizira in financira programe podpore, tako v fazi priprav na prijavo, kot tudi kasneje v nadaljevanju tistim, ki boste na razpisu izbrani, se pravi prijaviteljem med trajanjem in izvedbo vaših projektov. Pa če začnemo kar prvo z podporo za prijavitelje pred prijavnim rokom. Torej, danes smo se zbrali na tem osrednjem dogodku ob lansiranju razpisa. S tem dogodkom in konferenco smo želeli združiti in odpreti razpravo o kulturnih in kreativnih industrijah pri pospeševanju inovacij, pri medsektorskem sodelovanju in pri uveljavljanju trajnostnih družbenih sprememb. Predstavili smo tudi strateške usmeritve nacionalne platforme CZK v okviru kohezijske evropske politike med leti 2024 in 2028. Na sklepni okrogli mizi, ki sledi temu panelu in tej predstavitvi, pa bomo osvetlili izzive in uspehe preteklih podprtih projektov na razpisu. Tisti, ki ste morda zamudili dopoldanski del, posnetki vseh teh panelov danes bojo še dostopni na spletu in vse bomo delili, tako da si lahko tudi ogledate za nazaj. Nadaljujemo pa z delavnicami, ki jih prirejamo za prijavitelje na razpis. Prva se bo izvedla že v ponedeljek. Z namenom zagotavljanja podpore pri učinkoviti prijavi bomo na prvi delavnici predstavili razpisno dokumentacijo in vam predstavili smernice in nasvete za pripravo vloge. Nadaljujemo z delavnico o kazalnikih in financah in pripravi poslovnega načrta in modela. Ta delavnica bo izvedena na Ministrstvu za kulturo.
In s tretjo, ki pa je pitching delavnica, saj spodbujamo, da se v razpisni dokumentaciji vključi tudi video predstavitev vaših projektov. Na vse delavnice se lahko prijavite na czk.si in bojo tudi na voljo preko Zooma. Sledila jim bojo pa tudi individualna svetovanja. Za zagotavljanje enakomerne obveščenosti bomo tudi obiskali različne kraje po Sloveniji in izvedli predstavitve razpisa in osebna svetovanja. Tako da tule na tem zemljevidu vidite, katere kraje bomo obiskali, torej Maribor, Celje, Novo mesto, Kranj že jutri, Nova Gorica in Koper. Tudi za te predstavitve prosimo za predhodne prijave, ki so dostopne na czk.si. Z individualnimi svetovanji, ki potekajo na online in v MAO, pa smo začeli že takoj ob odprtju razpisa. Izvajamo jih tedensko, glede na povpraševanje, tako da še enkrat, če se zanimate, vabim k prijavi prek naših spletnih obrazcev. Pa če nadaljujemo s podpornimi programi, ki vas čakajo v primeru, da boste izbrani na razpisu. Po končanem izboru vam nudimo torej neko podporo znanj, ki so potrebna za to, da izvedete projekte uspešno, zato da uspete na trgu, in ta izobraževanja bodo prilagojena glede na razpisni sklop, na katerega se prijavljate. Ti podporni programi so namenjeni, torej, kot rečeno, vsem prijaviteljem na vse 3 razpisne sklope, sestavljeni pa so iz izobraževanj, mentorskega programa in pri 2 sklopih tudi ekspertnega svetovanja. Torej, za prvi sklop razpisa za preveritev koncepta so predvidena izobraževanja, ki vam bodo predala znanja, ki so potrebna za uspešno testiranje ideje na trgu, za pripravo finančnega načrta, poslovnega načrta in za izdelavo in testiranje prototipa ali storitve, ki je prijavljena. Udeležba teh izobraževanj ni obvezna, je pa priporočljiva. Vsem prejemnikom bo zagotovljeno personalizirano mentorstvo, predlagan oziroma dodeljen vam bo vodilni mentor, ki vam bo dodeljen v bistvu na podlagi vašega profila in glede na vaše potrebe. Ta mentor bo deloval kot skrbnik projekta, spremljal bo razvoj projekta od začetka do zaključka in torej poteka skozi celotno obdobje sofinanciranja. Se pravi, 12 ur je mišljeno, kot da se sestanete enkrat mesečno. Srečanja so lahko v fizični ali online obliki. Mentorji pa bojo tudi o vašem napredku sestavljali četrtletna poročila in zaključna poročila. Nadaljujemo z ekspertnim svetovanjem, torej poleg vodilnega mentorja bodo vsem izbranim prijaviteljem bo omogočen tudi dostop do mreže različnih strokovnjakov, ki nudijo pomoč pri reševanju bolj specifičnih izzivov, ki vam jih bo morda tudi vodilni mentor pomagal identificirati. Ta ekspertna svetovanja so zamišljena v obsegu do 10 ur, zavezani pa ste ga izkoristiti vsaj v obsegu 5 ur. Podobno je tudi za sklop A2, so tudi za sklop A2 predvidene 4 izobraževalne delavnice. V tem primeru so namenjene nadgradnji podjetniških kompetenc za fazo hitre rasti, za izboljšavo poslovnih procesov, morda za širitev na tuje trge. Torej gre za drugačne vsebine delavnic kot pri sklopu A1. Tudi v tem sklopu udeležba izobraževanj ni obvezna, je pa priporočljiva, ker res predstavlja neko dobro podporo za uspešno izvedbo vaših projektov. Tudi v sklopu A2 bo projektom dodeljen mentor, ki deluje kot skrbnik in bo dodeljen na vaše potrebe. Kot pri sklopu A1 bo spremljal projekt, vas usmerjal, povezoval in pripravljal poročila o napredku.
In kot pri sklopu A1 je tudi tukaj predvidenih 12 mentorskih ur, ki so obvezne. In tudi prejemnikov sklopa A2 bo v pomoč pri razvoju in reševanju izzivov na voljo mreža ekspertov, ki jo je prav tako kot pri A1 treba izkoristiti v obsegu od 5 do 10 ur. Ker je, kot je Petra omenila, sklop A3 malo bolj specifičen in vključuje vpeljevanje kreativnih procesov v delovanje nekih bolj klasičnih podjetij, so tudi spletne izobraževalnice za te prijavitelje zasnovane malo drugače in so tudi v tem sklopu obvezne, ker gre za namen spodbujanja integracije kreativnih pristopov v podjetja. Zato za izbrana partnerstva med podjetji in kreativci organiziramo izobraževalne delavnice, ki bodo prijaviteljem približale metode design managementa, design thinkinga in art thinkinga z namenom integracije teh pristopov v delovanje in poslovanje podjetij. Mentorski program v tem primeru je podoben, dodeljen bo en mentor, ki pa bo v tem primeru nekdo, ki je izkušen strokovnjak z poznavanjem podjetništva in kreativnega sektorja. Njegova vloga pa bo pravzaprav povezovanje in moderiranje odnosa med podjetjem in kreativcem, s katerim bo pač sklenjeno sodelovanje, z namenom, da bi čim bolj učinkovito in uspešno spodbujal to sodelovanje. Potekal bo prav tako v rednem obsegu 12 ur, ki so prav tako obvezne in prav tako se tudi tukaj mentor izdaja na koncu poročila o napredku. Mogoče tukaj omenim še samo to, da v primeru izbora projektov, katerih projektne aktivnosti so se začele pred odobritvijo sofinanciranja, kar je tudi mogoče, v tem primeru se obvezno koriščenje mentorskega programa upošteva najmanj v sorazmernem deležu za trajanje projekta. Tako, zaenkrat upam, da smo spet odgovorili na kakšno od vaših vprašanj. Vabim vas, da tudi danes se udeležite še tamle Meet and Match kotička, kjer je tudi naša svetovalka, ki vam bo pomagala glede kakršnihkoli vprašanj. Vabljeni, da skenirate to QR kodo in se prijavite na naše programe. Toni je že parkrat pokazal tudi brošurico, kjer so zbrane vse te informacije. Če pa je še kakršnakoli vprašanje, se pa lahko obrnete glede razpisa na prvi e-mail in glede aktivnosti in podpore prijaviteljem na drugi e-mail. Zaenkrat hvala za pozornost in upam, da se vidimo še na naslednji okrogli mizi.